Majhna klopca, ti in jaz, naj počasi teče čas. Kaj ti v meni plaho poje, veš, lepo mi je v dvoje. Ena posebna mehkoba in nežnost preveva besedila Anje Štefan. Njena razmišljanja o umetnosti, poeziji, besedilih, ustvarjanju pa so, poleg tega, da so prav tako nekako predstavljena v njenem glasu nežna in mehka, polna ene zelo zrele globine in enega ostrega intelekta. Navdušen sem, da je danes gostja pri mojem podcastu, ena mojih najljubših pesnic in zagotovo ustvarjalka, ki jo starši poznate, ni pa absolutno nobenega razloga, da je ne bi poznali tudi vsi ostali. Z Anjo sva se danes pogovarjala o pisani besedi, o procesu ustvarjanja, o pesmih, o pravljicah, o branju, o petju, o svetlobi, o temi, v glavnem. Pogovor, ki je name naredil velik vtis, tudi zaradi tega, ker je Anja v osnovi tudi izvrstna pripovedovalka in takih gostov si voditelji podcastov seveda zelo želimo. Tisti, ki gledate ta podcast v, bom rekel, realnem času, januarja 2026, vas zelo lepo vabim, da sodelujete še v nagradni igri. Podarili bomo zadnjo knjigo pravljic Anje Štefan, ki jo je tudi tukaj po najinem pogovoru podpisala. Sodelujete zelo preprosto, morate se prijaviti na moj YouTube profil in pod ta posnetek podcasta pustiti komentar. Lahko napišete, kar želite, o najinem pogovoru, o poeziji, o svetu in naši družbi nasploh. Če poslušate morda to epizodo zdaj na Spotify ali pa na kakšni drugi aplikaciji, pojdite samo na YouTube in pustite komentar, da boste sodelovali v žrebu. Žrebal bom 2 tedna potem, ko bo ta epizoda objavljena, in en od vas dobi krasno knjigico pravljic s podpisom Anje Štefan. Preden začnemo s pogovorom, vas samo še povabim, da si naložite na telefone aplikacijo MK+, Mladinska knjiga plus. To je aplikacija, ki združuje več kot 1000 zvočnic in e-knjig, med drugim vse 3 moje knjige in zelo veliko del Anje Štefan, tako v pisani kot v obliki zvočnic. Ena naročnina mimogrede omogoča neomejen dostop na 3 napravah in glede na to, koliko del in raznolikih žanrov je na tej aplikaciji, zagotovo vsak najde nekaj zase. Zahvalil bi se tudi Mladinski knjigi, ki je danes podprla to snemanje, mi omogočila, da sva se za njo namestila v tem krasnem studiu, pogovarjala, tako da hvala in kot vedno hvala vsakemu od vas, dragi poslušalci in poslušalke, in upam, da uživate v pogovoru. Ja, Anja, najlepša hvala, če lahko za začetek rečem, za tvoj čas in obisk, in sem zelo vesel, da sva se lahko spoznala. Včasih, ko mi kdo reče, zakaj vztrajam pri podcastih ob vseh aktivnostih, ki najdem čas, je glaven odgovor, da se mi zdi, da določeni ljudi enostavno ne bi srečal, vsaj ne na takih poglobljenih pogovorih, če tega ne bi snemal. Tako da dobrodošla, upam, da ti je udobno. Ja, čisto v redu sem. Super. Jaz sem značilno bom rekel, slab v vodih, tako da bom rekel, najbolj tipično vprašanje. Malo o tvojih začetkih me zanima. Kdaj si začela pisati, ali pa mogoče še prej, kaj si ti kot otrok najrajši brala? Ja. Kot otrok sploh nisem rada brala. Kot otrok sem jaz zelo rada poslušala, zelo rada pela in zelo rada sem se igrala okrog hiše. Živeli smo razmeroma na samem, v eni taki stari gosposki hiši, v eni taki vili nad Šempetrom pri Gorici. Nismo bili grofje, ne. Ta hiša je bila grofom odvzeta po 2. svetovni vojni, grofom Koroninijem, in noter nas je bilo vse polno enih stanovalcev, ampak vsi so imeli že odrasle otroke in midva z bratom sva bila edina otroka v tej hiši,
Tako da sva se bila navajena igrati eden z drugim in sama. In zdaj, ko pomislim nazaj, je bilo z tega vidika mogoče moje otroštvo kar malo nenavadno. Tako, da se zamotiš s tem, da recimo visi ena špaga s cedre in ti imaš spodaj zankico in se igraš tam, da si balerina, ker se lahko na tej špagi vrtiš in to se lahko kar igraš in kar igraš. Ali pa se gugaš, ali pa recimo nabiraš različne rastlince, pa jih tako tolčeš s kamnom in delaš kokrene preparate. In potem se igraš, da imaš recimo svojo lekarno, ali pa svojo kuhinjo, ali pa v glavnem hiške sem se igrala zelo rada. Tako da, in sem imela te hiške vse povsod, ne. Na eni mogočni stari glicini, recimo, ki je bila še grofovska in je bila tako debela, da sem lahko recimo po eni veji sem tako plezala, na drugi sem imela poličke in sem imela potem različna sedišča, ne. Ta glicinja je rasla skozi lovorov grm, tako ob njem. Potem sem imela eno v enem drugem lovorovem grmu, na nekih starih kamnih, ki so tam ostali od podrtih grofovskih stopnic. Potem sem imela recimo na češnjah svoje hiške, sem imela na podstrešju svoje hiške, sem imela svojo lekarnico tako za vogalom hiše, vse sorte, vse polno enih hišk, ne. In mogoče tudi to, kaj vpliva na to, da postaneš že kot otrok tak opazovalec, da lahko dolgo motriš reči, ki jih vidiš okrog sebe, in da tudi sam v svoji glavi napredaš. Hkrati pa, še dva močna vpliva iz otroštva moram gotovo omeniti. Eden je, da smo imeli eno staro gospo v isti hiši. Smo ji rekli kar stara mama. In ta stara mama je imela še od takrat, ko je svojim vnukom brala vse polno knjig pravljic. Je redno kupovala pravljice, knjige s pravljicami, jih spravljala na eno polico in to so bile knjige že, ki so v 50-ih izšle, v 60-ih. In jaz sem lahko kadarkoli rekla, oziroma oba z bratom sva rekla, greva na pravljice. In ko sva prišla k njej, tudi če je jedla, ona je to odložila in potem je vzela knjigo s pravljicami in je imela zmeraj zraven svinčnik, da je naredila kljukico, katero smo že. In potem so bile, ne vem, po 3 kljukice že zraven, po 4 kljukice različnih barv. No, to je bila ena reč, ki definitivno zelo tako opredeljuje moje otroštvo. In še ena je pa bila, da smo starši res veliko peli. Zdaj, ko pogledam, vidim, da sem kot otrok znala zelo veliko pesmi, zelo različnih. Mislim, da sem imela tudi kar dober spomin, pa dober posluh za pesnice, ker jaz znam še zdaj mnogo pesmic, ki sem se jih učila v vrtcu. Ampak smo pa peli tudi dosti ljudskih, pa mama je pela v enem nonetu, v katerega so bili včlanjeni pol ljudje z naše strani meje, pol z Gorice in so peli vse sorte takih pesmi z različnih koncev sveta. Pa pela je v komornem zboru, tako da sem pela tudi kakšne prav zahtevne bore, Kosovelove ali pa tako. In se mi zdi, da to tudi že majhnemu otroku lahko ostri občutek za zvočnost besed, za rime in za ritem. In jaz precej svojega posluha za poezijo pripisujem temu. Ravno sem si predstavljala, zato seveda poleg tega, da si opisala zelo lepo nekako sceno, si tudi to na zelo lep način opisala, kot da bi bila pripovedovalka. In sem si kar malo predstavljal, da tam pledam s tabo na te češnje. Zagotovo se mi zdi, da okolje, v katerem otrok odrašča, je zelo pomembno. Rekla si sicer, da nisi brala veliko, ampak vendarle vse, kar si opisala, lahko dam pod neko
pod neko krovno idejo spodbujanja domišljije, tudi v tej igri, ki je manj stimulirajoča kot kakšni ekrani, a ne, bolj je tukaj bolj ključno opazovanje. A bi rekla, da pisci in piske ste opazovalci, da je to važen aspekt našega dela? Ja, mogoče najprej se navežem na to, prej sem pozabila razložiti, ko sem rekla, da nisem veliko brala. Jaz sem to ne iz ignorance ali pa iz lenobe, ampak imam kar močno disleksijo. In takrat se še ni toliko govorilo o tem. Moja mama je sicer delala kot učiteljica v bolnišnici v Stari Gori in je zato pač slutila, da nekaj je, in mi je tudi prinesla ene vajce, da sem barvala p-je in b-je in d-je in a je gor repek ali je dol, ali je glavca sem ali je glavca tja in zastavce barvat in vse sorte, ampak to pač mi ni vzelo z ramen tega, da mi je bilo zelo težko začeti brati. Sem brala z veliko muko, v veliko stisko me je to spravljalo in ta stiska je pravzaprav zelo, zelo dolgo trajala. Jaz še v 6. razredu vem, da nisem mogla gladko brati. Je bilo pa tako, da sem imela res dober občutek za jezik in sem že v 2. razredu pisala pesemce. In zelo lepo sem si lahko zapomnila besedila hitro in nastopala sem na šolskih predstavah, ampak gladko brati pa nisem mogla. In to je meni res fascinantno, kako ti naši možgani delujejo in kako včasih tako preprosto povezujemo, da nekdo, ki piše, nujno tudi bere. Ja, je dober bralec. Jaz sem od ene strani gledano dobra bralka, zato ker si tisto, kar berem, res dobro zapomnim in tako berem, da sem noter, ne berem povrh, ne morem, niti ne znam tako kar povrh brati. Ampak hkrati pa moj proces branja je pa še zmeraj počasen. Če jaz recimo tako, da moj mož bere Sobotno prilogo in da jaz zraven sedam in gledam noter, ker me nekaj začne zanimati, ja. Bo obrnil stran. Ja, ampak sem še daleč pred koncem, ko obrne. Ja. To je res zanimivo, kako možgani delujejo. Če se tu navežem, obstajajo primeri recimo ljudi, ki so hudo jecljali, če so skušali govoriti, peli so pa lahko, vezno. To mi pa zdaj jaz pa že zelo dolgo pišem, in tudi nastopam. To pomeni, da skozi nastope imam veliko stikov z ljudmi, ki berejo moje reči. In neredko se mi zgodi, da pridejo kakšni starši ali pa stari starši k meni in rečejo: "Joj, hvala, zaradi lončka na pike je nehal jecljati," ali pa tako skozi pesemce smo to premagali. Tako da, ja, meni je tako moč poezije, se pravi govorjenja besedila, ki ima zelo jasen ritem. Tako da ritem in zvočnost pomagata naprej. Ali pa petje še bolj, to se mi zdi, da je čudovito jezikovno orodje. Zagotovo in poleg tega, da se mi zdi, da veliko ljudem manjka neko osnovno besedišče, besedni zaklad, ki ga krepiš na način, da pač bereš še kaj, kar niso novice, družbena omrežja. Rekla si, da rada bereš, da sicer morda počasneje. Kaj pa najrajši bereš? Zdaj omenila si Sobotno prilogo, seveda kakšen dobro napisan, zanimiv članek, mislim, da vsakega pritegne. Ampak če greva zdaj na knjige. Na knjige, ja. Če sem iskrena, kakorkoli obračam, sem ves čas od ene ali pa druge strani v pravljicah. Včasih čisto iz užitka, velikokrat pa tudi zato, ker si to naložim, ker že pride en delovni izziv, da to rabim. Tako da je to po eni strani moja strokovna literatura, po drugi strani pa moja literatura za užitek.
Odvisno od vrste knjige, ker so tudi izdaje ljudskih pripovedi zelo, zelo, zelo različne. Recimo, zdaj zadnje 3 dni sem brala eno knjigo Vrtac moja vas. To je precej debela knjiga, v kateri so objavljena besedila v beneškem narečju, deloma ljudske pravljice, deloma zapisi otrok, taki recimo etnološko obarvani zapisi otrok iz Benečije, deloma tudi iz Rezje, iz Kanalske doline, tudi malo z Goriškega in Tržaškega. In pač nekaj se mi mota po glavi, zaradi česar sem se odločila, da to pregledam. Ampak čeprav se lotim tako s takim interesom, da točno določene reči iščem, je to zame tudi užitek. Recimo, zame je užitek brati, ne vem, kako so po starem uporabljali koprive. Ali pa kakšna je bila notranjost naše hiše, recimo, in to piše en otrok o hiši svoje none leta 74. Takih hiš zdaj ni več, ne? Mene pa me zanimajo, tako se mi zdi, da se mi nalaga tako kot eno ozadje moje, ne vem, živali v mojih pravljicah imajo še zmeraj ognjišče, nimajo pač Centralne. Ja, nimajo centralne in nimajo steklokeramične plošče ali pa indukcije, ne? Tako da se mi zdi, da se mi potem gradi en tak svet, ki je v teh zgodbah čisto resničen, to je otipljiv svet, ne? No, tako, drugače pa rada tako zase odprem poezijo, imam recimo skozi tam zraven postle eno debelo knjigo Hafisa, eno debelo knjigo Rumija, tako, ki jo imam zelo rada. Si pustim priporočiti kakšen roman. Bolj težko, kar tako na slepo poslušam, ker sem še zmeraj počasna bralka. Tako da imam ene par ljudi, ne vem, svojega urednika Andreja Ilca, pa Ireno Matko Lukan, pa Natašo Bucik, pa Bredo Sopočan. Take pač prijatelje, ki so zelo dobri bralci in misleči na tak način, da vem, da če bo njim v redu, se mi splača prebrati, ne? In potem pač take reči vzamem v roke. Zdaj sva že malo šla v eno stvar, ki sem te želel vprašati, namreč tvoj ustvarjalni proces. Torej, branje pravljic je že del tudi najbrž nekega lovljenja idej in navdiha. Na kak način pišeš? Ja, o tem bi lahko marsikaj povedala, ne? Marsičesa pa tudi ne bom. Kako pišem? Zdaj, če se lotim pisati iz nič, ne? Tako, da nimam še nikjer nič, to pomeni, nimam še nobenih zaznamkov v računalniku, nič, potem rada pišem v brezčrten zvezek, na roko, z navadnim svinčnikom, dobro ošiljenim. To pomeni, da sem pri svoji pisalni mizi, v svoji mali delovni sobici, take šaraste, rdeče-zelene zavese, zelen stol, taka blagozelena miza pisalna, našarjeno z ilustracijami, ki so mi všeč, z risbami mojih otrok, po vratih polepljeni papirčki, kjer so meni dragocene reči, knjižna polica, knjižna omara večinoma z ljudskimi pravljicami ali pa s knjigami, ki so mi pri pisanju v pomoč, in to je to. In se lotim pisati pesmice na roko in pesmice rada pišem na roko, zato ker jih pišem tako, da pišem, preberem. In ko berem, pride boljša beseda. In potem prečrtam ali pa niti ne, ampak dokler še imam tisto besedo ali pa tisti vers, hitro napišem na novo. In tako
pišem in popravljam in včasih gre ista pesem kar tako, čez mnogo strani. In mi je včasih, in pridem do končne, ne, pridem recimo, ali pa ne pridem, do ene, da sem zadovoljna, včasih se mi čisto tako močno zazdi, zdaj je pa končana. Včasih se mi zdi v redu, ampak ne vem, če je že končana, sem še v dvomih, če so besede prazne, prave. To pomeni, da mi že vse štima, to pomeni, ritem teče, rime se zlagajo, vse, ampak mogoče se mi zdi, da ne teče zadosti gladko, ali pa se mi zdi, a je konc res tak, da daje občutek, da je res konc. Ne? No, in včasih je zanimivo potem pogledati, iz česa sem sploh izšla, ko sem začela eno pesmico pisati, in računalnik tega ne ohranja. Ne? V računalniku ponavadi kar vstavljamo noter v besedilo, ne? Popravljamo tako, da brišemo staro in delamo novo, ker bi se v računalniku, če ne, zgubila v vseh tistih različicah. No, to je na papir. Zdaj, včasih, no in potem vnesem v računalnik in v računalniku imam vse polno enih dokumentov, pesmice, moje pravljice, pravljice ostanke, ali pa moje prav kokoške, moje prav deklica, moje prav štiričarne mravljice in tako. In vedno imam recimo, ne vem, zdaj sem oddala te kratke zgodbice za novo knjigo, ampak to pomeni, da imam neke dokumente, kjer je vse polno ostankov kratkih zgodbic. Imam ene dokumente, kjer je vse polno pesmic, ki jih nisem še uvrstila v nobeno zbirko, nekatere so končane, nekatere niso. In čim odprem tak dokument in grem skozenj, ni mogoče iti skozenj, da ne bi dopolnjevala in popravljala. Tako da nekatere reči se mi pišejo pa tako, dobivajo končno obliko pa tako, da so bile zapisane kot nedokončane, mogoče samo kot utrinek, mogoče kot pesmica, ki že je tako dokončana, ampak nisem zadovoljna z njo, in se ob enih takih branjih potem te reči dokončujejo. Mnogo reči se mi pa piše, ali pa vsaj zasnuje, ko sploh nisem pri pisalni mizi. Včasih, jaz se spomnim, ko sem imela majhne otroke, sem jih hodila s kolesom iskat, ali pa smo se vozili s kolesom. In vem, da sem si tisto, recimo iz lončka na pike, na vozu je Odeja, na vozu je Blazina, skodelica in lonček in stara violina. Ta, ne vem, kako se je začela, ampak končala sem jo na kolesu. Ne? Ali pa čisto tiho stopajo copatki. To sem tudi med hojo, med zimsko hojo z otroki dokončevala. Ne? Ali pa včasih, recimo, oblaki so kot smetana, med plavanjem. Ne? Tako da, ko me en uvod, posebno pri pesemcah, tako malo obsede, ne? Sploh ne gre ven iz misli in to rolam kar naprej, karkoli delam, ne? Pomivam, hodim, ne vem, se sprehajam. A hodiš po svetu z beležko v žepu? Ravno zaradi tega, ker včasih so take misli, ki pridejo tudi zelo izmuzljive. Ja, recimo zdaj, ko sem bila v Londonu za en mesec, letos pomladi, sem imela stalno s sabo beležko, ker sem res imela ves ljubi čas samo zato, da opazujem svet in lovim utrinke, ki se ob tem porajajo. In ja, ampak to sploh ne pomeni, da vsakič kaj pade noter. Ja. Si pa živim v Cerknici, ne, in res skoraj ni dneva, da ne bi šla hoditi, ne. Samo ko res nimam časa, ne grem. Ko moram že zjutraj iti na pot, ali pa pač, ko je življenje gosto. In ja, včasih, mislim, v resnici zelo pogosto potisnem v žep tiste skoraj do konca ošiljene svinčnike, take majhne, ne, da me pri hoji ne ovira, in dam ene par papirčkov tistih od blokca telefonskega, ne, tako džk. In potem, če kaj kane, zapišem.
to, kar si rekla glede idej, je nekaj, kar se mi zdi, da se je omenjalo tako anekdotično že dolgo in pri ustvarjalcih in pri kakšnih fizikih, matematikih, ki so cel dan obračali enačbe, pustili vse in pošli pod tuš in se je pojavila ideja, recimo. Ne? In to je tudi v zadnjih letih so raziskali nekako tudi s pomočjo funkcijske magnetne resonance in so našli ene povezave v možganih, ki se rečejo privzeta nevronska mreža, default mode network po angleško, ki so aktivne takrat, ko mi nismo. Pa ne govorim zdaj o spanju, to je čisto drugo, ampak to, kar si rekla, ne, se pravi, ko si ti fokusiran na to, da pišeš, recimo, ti prepisuješ pesmico in piliš, so nekako ugasnjeni, ne, ko pa greš ti na kolo, na sprehod, tuš, kuhaš, vrtnariš in je ta lep angleški izraz mind wandering, ne, takrat ti možgani ponudijo marsikateri odgovor ali pa idejo. Tudi določene raziskave so to objektivizirale. Ne? V glavi imam eno, ki je ravno vzela 70 pisateljev in fizikov in so jih prosili, da 2 tedna vsak dan napišejo, ali so dobili nek preboj tako v glavi in kaj so delali, ko so to dobili. In so ugotovili, da 1/5 teh je bilo v bistvu pri aktivnostih, ki niso povezane z njihovo aktivnostjo. Tako da jaz to tudi rad omenjam, da kdo kdaj si reče, da ne, zdaj bom pa sedel za mizo, dokler tega ne končam. To moram končati. Zdaj pa je dosta. Ne? Pa si lahko narediš večjo uslugo, če greš recimo na sprehod. Ja, jaz se tega zelo poslužujem. Ne? Seveda sem šla pri oblikovanju svojega načina dela tudi skozi to. Ne? Oziroma v določenem življenjskem obdobju mojem je bila to sploh edina možnost, ker sem imela 4 majhne otroke. Ne vem, moj čas je bil, moj mirni čas od 8:30 do 10:30 in tistega časa nisem zapravljala. Ne? Se pravi, se usedeš, ampak takrat si tudi notranje tako, jaz sem bila notranje tako zavzeta za ta moj čas, da sem hodila prej in potem in najbrž je bilo zadosti teh zunanjih spodbud vsem, kar se je dogajalo pred tem in potem, ko sem sedla. Ne? Zdaj, ko lahko pa malo bolj svobodno upravljam s svojim časom, pa poskušam živeti tako, da se res ne silim v pisanje. Ne? Se mi zdi tako, da moram bolj prisluhniti, kot se siliti. Da je v tem več čara in več uspeha. In bi pa še nekaj rada rekla, no, da imam pa od lani tako izkušnjo, zelo nas je pritiskal rok za oddajo knjige Lisička sestrička. To je sicer knjiga pravlic. Ljudskih pravlic, živalskih z celega sveta. In to sem delala res pod velikim časovnim pritiskom, mogoče največjim do zdaj. Ampak včasih pa tudi časovni pritisk doseže, da iztisneš iz sebe več, kot bi si sploh mislil, da imaš noter in da lahko narediš. Tako da mislim, da sploh ni samo enega interpretiranja najboljšega ustvarjalnega procesa. Mi je pa ta, ki ga omenjam zdaj, ta, da si ne delam sile, najljubši. Točno to, kar si rekla, se mi zdi, da zelo velja tudi iz vidika okolja za pisanje. Ker si tako lepo opisala svojo sobo. Jaz sem tudi zdaj na srečo, smo se preselili na večje in imam svojo delovno sobo. In podobno kot ti sem si opremil v bistvu stvarmi, ki mi spodbujajo domišljijo. En del imam risbice od hčerke, potem imam ilustracije iz kakšnih knjig, potem imam ene svoje figurice, zadnji imam pisma pacientov in neke te bolj medicinske stvari, medicinske knjige. Ampak seveda, jaz imam pa zdaj 2 mala otroka, en je tudi zdaj pol leta in čas, ko jaz grem gor in se v svojo sobo usedem in fokusirano pišem, je zelo, v bistvu ga je malo. In takrat pa pomaga to, kar si rekla, v resnici ni vse enako vredno, ni vse enako lahko, ampak vendar jaz imam v glavi en citat od William Blake, je to rekel, in sem si ga nalepil na, to je eno od teh stvari, ki me spodbujajo v svoji sobi, na steni ga imam. On je napisal: tisti, ki hrepeni,
pa si ne prizadeva, goji kugo. Ker jaz zelo, zelo hrepenim, zelo si želim pisati. Pisati ogromno idej imam. Velikokrat mi zmanjka časa v dnevu, ali pa sem cel dan zunaj. In velikokrat pol pomislim, kaj pa če ne bi? Mislim, pač ne bom. Ampak vem, da ta citat me spodbudi, ker čutim to izjemno hrepenenje potem, da bi spravil te besede na papir, si pač prizadevam in včasih pišem na kavču, drugič v avtu, tretjič na stranišču, četrtič v beležko, kot si rekla. In je važen ta poudarek, da seveda je dobro imeti svoj proces, pa svoj najlepši prostor, ampak pišeš pa lahko v resnici kjerkoli, ni soba tista, ki naredi avtorja ali avtorico. Ja, eno reč si omenil, ki se mi zdi res zelo pomembna, ne? Dostikrat nas, ki pišemo, sprašujejo o navdihu in te reči. In ja, jaz sem prepričana, da je dobro imeti odprto pozornost, tako odprta vrata za navdih, ne? Negovati to, da sploh pustiš, da pride k tebi. Ampak hkrati ni pa nič brez dela. Ne? Pisanje ni samo stvar navdiha, je tudi stvar je stvar veščine in stvar delovne discipline. Ja, to si kdaj res kdo ne predstavlja, se mi zdi. Jaz, kakor sem bral tudi knjig o pisanju, sta načeloma dva tabora. Eden je tabor, recimo, če omenim Brandon Sanderson, Stephen King, ki je vstaneš in 2x po 4 ure vmes kosilo. In Sanderson si celo piše besede, koliko besed na dan je dal na papir in tako. Pa drugi tabor, recimo Jeff Vandermeer je zapisal word count doesn't matter if they're not the right words. Ne, se pravi, lahko ti šteješ besede, če niso prave, ti ne bo pomagalo. Je pa važno sporočilo, da je to na nek način delo in tudi včasih loviš rok za oddajo in tudi lahko to ni slabo. Tukaj se zelo strinjam. Bi se pa vrnil na nekaj, kar si rekla, kar si omenila. In sicer pri poeziji sami, da niso samo besede, samo v narekovajih, ampak je tu zraven ritem, zvočnost, neka barva, ki jo začutiš, ko bereš. Kakšno vlogo ima torej, a si ti bereš tudi na glas svoje pesmi, ko jih pišeš, in kakšno vlogo ima zvok pri poeziji? Jaz ne samo, da si berem pesmi na glas, jaz znam večino svojih pesmi na pamet. Tako da mnoge moje pesmi nastanejo tako, da si jih sproti govorim, še preden jih do konca zapišem, jih znam. Zdaj, na začetku, ko jih je bilo manj, sem res znala čisto vse. Zdaj bi za nekatere rabila več časa za priklic, včasih zato, po mojem večinoma zato, ker nekatere nastanejo bolj gladko, nekatere pa manj gladko. In mogoče sem kot avtorica zdaj včasih tudi omejena, se samo omejujem s tem, da se ne bi ponavljala. In zato včasih ne pustim, da bi pesem šla v tisto stran, rečem, ojoj, to sem že, ne. In to mi jo zabega potem, ne. Tako da res zdaj ne morem reči več, da znam čisto vse na pamet, ampak poslušanje besed pri pisanju pesmi se mi zdi, meni je to nujno. In ne samo pri pisanju pesmi, jaz tudi vso prozo, vse, kar pišem, delam na glas. Berem na glas. Tako da recimo, kaj jaz vem, ko sem pisala 4 črne mravljice, to sem neskončnokrat prebrala in včasih se dobim, da prav tako držim roko na usta, kot da bi hotela še čutiti besede, ne. In skozi branje na glas se mi zdi, da lažje začutiš, če besede res stečejo. Če sosedja glasov res stečejo. Zato, ker ritem je eno, ampak včasih, zdaj recimo sem bila na neki pevski delavnici in so dekleta, ki so vodila eno od delavnic, so
v eni pesmi, ki naj bi jo mi, udeleženci, začeli peti, iščem svež zrak. Se neka punce, to je res težko. Ž-z-r, ne? Ja. Bož bi bilo najti eno drugo besedo. In na tak način jaz poslušam besede v svojih pesemcah. Kakšen pa je tvoj odnos do rime? Rada jo imam. Ja, rada imam rime, meni se takoj, ni mi težko rim najti. S tem, da se z leti naučiš, da so ene rime malo bolj poceni, ene so malo boljše, ene so pa take, da si jih prav razveselim, si rečem, kako dobro, ne? Ne vem, recimo, sem vstala, sem nabrala, sem iskala. To so ta poceni rime, ne? Na tak način bi lahko napisal, kolikor hočeš pesmic, ne? Da je samo ista glagolska oblika, mislim, isto obrazilo na koncu, se ni nujno, da je samo glagol, ne? Če imaš pa različne besedne vrste ali pa še celo neke sklone, to je pa malo bolj nobel. Tako da, kar se tega tiče, tudi pri drugih pesnikih, recimo tako prebereš kakšno od Svetlane Makarovič, si rečeš, kako je dobro to našla. Ne? Jaz imam tak odnos do Milana Jesiha. Ali pa Jesih, zelo rad ga berem. In imam ravno to, kar si rekla, z rimami, kdaj se ti zdi, da imam v glavi eno njegovo kitico, ki je tako bela polirana ebenovina in z bakrom inkrustirana kot miza. Za njo priliznjena dva paladina, na čelu pa zaripli ksiht markiza. In ko to prebereš, se ti zdi prvič, da si se naučil par novih besed, celo mogoče, in drugič, na nek način zelo kompleksen jezik, ki izpade tekoč in preprost. In to je znak mojstrstva in se mi zdi, da take pesmi, kot si se tako piše, kot si ti rekla, prepisuje, podčrtuje, prepisuje, išče besede. Ne vem njegovega procesa, ampak zagotovo je to ena od stvari, ki jih se mi zdi začetni pisci poezije uporabljajo. So pač te rime, ko sem vstala, sem iskala in najbrž seveda ni nič narobe s tem, da se tu začne. Zdaj pa bi jaz v bistvu vprašal te eno tako stvar, kaj, ne vem, a znaš definirati, kaj je poezija? Zakaj te sprašujem? Govorila sva o rimah, seveda so tudi pesmi, ki se ne rimajo. Potem so pa mogoče neke kratke misli, ki so že bolj aforizmi, ali pa ki so bolj samo neka ideja. Zimborska, Nobelova nagrajenka, je napisala v svoji pesmi Nekateri imajo radi poezijo, je napisala, kaj sploh je poezija, jaz ne vem in se tega držim kot rešilne ograje. To mi je zanimiva misel. Kaj pa je tebi poezija? Ja, tale misel od Šimborske mi je zelo blizu, ne? To ne pomeni, da ne moramo razmišljati, kaj nam je poezija, ampak podati definicijo se mi zdi pa še kar kočljivo. In tudi se tega držim kot rešilne ograje, jaz to razumem tako, da pač ne čutiš notranje potrebe, da bi se nekako opredeljeval, da to raje živiš. Tako, in se ti sproti kaže. Zdaj, kaj je meni poezija? Če poskušam razmišljati, poznam poezijo v tako različnih oblikah, ne? Lahko je včasih samo nek vtis, lahko je pripovedovanje zgodbe, se je vse pripovedno pesništvo je bilo to, pa vemo, kako dolge so bile te pesmi. Lahko je čisto kratek utrinek, lahko je dolgo, lahko posreduje zgodbo, lahko je ne posreduje, lahko je zelo preprosto, lahko je zapleteno, lahko je tako, da imaš občutek, da prihaja bolj iz racije ali pa bolj iz občutka, eni rečejo bolj iz srca, pač lahko je rimano, lahko ni rimano, se pravi tudi glede oblike, vse sorte, ne? Pesniških oblik nebroj. In ne vem, meni se zdi, da mogoče bi bil en tak skupni imenovalec, da je to vendarle
malo bolj zgoščena zgoščeno posredovana vsebina v jeziku, ki nekoliko odstopa od vsakdanjega. Mogoče tako v smer lepote ali pa vsaj ene stilne zaznamovanosti. Ja, ta zgoščenost, ki si rekla, me je zelo nagovorila. Jaz sem prebral en super esej Miklavža Komelja v reviji Literatura, naslov je Kako nas je naredila poezija, in on noter zapiše med drugim tako, da je v odnosu do besede poezija tisto stanje, v katerem so vse ravni obstajanja in delovanja besede bistvene in nič ni izven fokusa. Se pravi, ravno to, da če v romanu piše, človek je prišel v sobo, je edina funkcija tega stavka, da vem, kje se dogajanje sedaj pričenja ali nadaljuje. Medtem ko to, kar si omenila, ritem, zvok, zven, nekak oblika, konec koncev črke in besede, vse je nekako relevantno, bolj zgoščeno in lepo odstopa v neko smer, konec koncev. Pri definicijah in oblikovnih analizah mi je še vedno najlepša misel Vasko Popa, ki je rekel: vprašali te bodo, kaj si mislil s pesmijo, jablane nihče ne vpraša, kaj je mislila z jabolkom, ugrizni vanj in boš videl. Meni je tudi to zelo blizu. Mogoče te na tej točki potem vprašam, ti si študirala slovenščino tudi, a ne? Kakšno je pa tvoj odnos do učenja pesmi v šoli z tem seciranjem, analizo strogo, kaj je pisateljica, pisatelj mislila, kaj je tukaj, kako se reče temu nekako slogovnemu prijemu in tistemu in na ta način? Glede učenja pesmi v šoli se mi zdi, da v nižjih razredih bi bilo absolutno fino znati nekaj dobrih pesmic na pamet. Se mi zdi seveda dobro izbranih. Če rečem dobro izbranih, pomeni, da je v njih res neka estetska vrednost, da so take, da tudi otrokom gredo v uho, zato ker majhni otroci mogoče še bolj kot mi odrasli potrebujejo, jaz mislim, da prav potrebujejo ritem, prav za rast, mogoče tudi rime, za rast ga potrebujejo. In da to, kar se jim ponuja, oziroma kar naj bi se učili na pamet, da tudi ima vsebinsko težo. In jaz potem razumem to malho na pamet naučenih pesmi, ki bi se jih vsak naučil, kot eno popotnico, kot eno trajno popotnico. Imaš zalogo in si lahko prikličeš. Zdaj, že tam na razredni stopnji, na predmetni pa sploh, v srednji šoli pa sploh, se pa res začne s tem seciranjem. In meni je bilo že, ko sem sama hodila v šolo, zdaj, ko pišem, je pa še toliko bolj absurdno tisto vprašanje, kaj je pesnik mislil. To se mi zdi tako za lase privlečeno. Prvič zato, ker kako naj otrok ali pa kdorkoli ve, kaj je pesnik mislil s tem in tem. In drugič zato, ker kot pesnica lahko jasno povem, da včasih sploh nič nisem mislila, ne? Ampak da je samo tako se zložilo. In da včasih tudi mene samo navduši, kako se nekaj zgodi, kako se nekaj zloži, in mi to potem v naslednjem koraku pomaga iti s pomenom naprej. Ne? Tako da ni vse samo iz premisleka noter v tem našem. In meni bi bilo dosti, vem pa, da je fino se ukvarjati s poezijo pri pouku. Absolutno to podpiram. In meni bi se zdelo fino ukvarjati na način, da ta, ki pogovor vodi, se pravi učitelj ali pa knjižničarka ali pa, ne vem, nek mentor pri literarnem krožku ali kakorkoli, da bi znal odpirati pogovor
da bi pač izbiral literaturo, ki mu je všeč, da bi znal sam izraziti, kaj ga nagovarja, zakaj mu je to všeč, ali pa kaj ga intrigira, da bi znal tako povabiti k izražanju mnenj, da bi se mladi upali izraziti in da bi znal tudi to, kar izrazijo, čeprav je včasih mogoče nerodno artikulirano, da bi znal povzemati na tak način, da oni ob tem lahko začutijo smisel. Tako da se mi zdi, ampak to je velika stvar, kar sem zdaj opisala, ne? To pomeni, da bi bilo dobro, da bi bil ta človek tudi čim bolj tako človeško zrel, da bi bilo ukvarjanje z literaturo pravzaprav izhodišče za pogovarjanje o življenju, kar po mojem, mislim, literatura je lahko odlično izhodišče za pogovarjanje o življenju in potem tudi literaturo na ta način lažje osmisliš, ne? Si rečeš, ja, se o nas govori. Ravno to se mi zdi, da včasih podcenjujemo otroke in nekako si rečemo, v šoli boš delal to, zato ker smo tako rekli in bo to v testu. Ampak to je tako važno, kar si rekla, da v nečem vidiš smisel, ker če ne, dokler te nekdo drži za vrat, pa ti reče, oceno boš dobil, boš pač sodeloval, v trenutku, ko boš stopil iz šole, pa ne več. In zato se mi zdi, da marsikdo tudi pomisli, niti ne vedno otrok, kaj bom bral to poezijo brez veze, ne, zguba časa, ne vem, rajš preberem nek krimič, ki je napet, če že berem, da vidiš smisel v tem branju samem brez subanaliz. Ja, s tem, da morava pa mogoče vendarle še nekaj reči, ne, da proces šolanja traja samo v teh naših, pač, mislim, potem to obvezno šolanje, ne, takrat smo razmeroma rosni še in je fino, da vsaj pride informacija o enih kanonskih rečeh do nas, tudi če jih mogoče še nismo sposobni čisto dojeti, tudi če še sploh nismo dovolj zreli zanje. Takrat se mi zdi, da bi bila pa spet naloga mentorja, da mogoče zna z drugimi informacijami, z nekimi zanimivimi informacijami o tistem delu, o avtorju, o, ne vem, literarnih trendih tistega časa, o družbenih razmerah tistega časa, da zna narediti to zanimivo. Zdaj bom preskočila na glasbo, ampak ko smo bili mi v 4. letniku srednje šole, smo imeli pol leta za profesorja glasbe našega znanega organista Huberta Berganta. Je moral vskočiti, ker je pač profesorica glasbe zbolela. In on nam je samo vrtel klasiko, nad katero smo bili mi takrat zelo vzvišeni. Ampak vedno je uro uvedel s kakšno zelo sočno, včasih celo kriminalno tako, zgodbo iz življenja tistega skladatelja. In vem, da ko je govoril o Vltavi in Bedžrih v Smetani, je imel nekaj tam o tistih bregovih Vltave in neko tako. In to ti ostane in poslušaš. Ne? Tako da se mi zdi, da na tak način bi se tudi dalo tudi reči, ki so srednješolcem, recimo še daleč, bi se jih dalo približati. Ja, in to je super, nekaj iskanja konteksta, ki ni na prvo žogo, otroke seveda pritegne, tudi odrasle in seveda, kot si rekla, to uradno trajanje šolanja je omejeno in tudi časovno in pač po letih, zato se mi tudi tu zdi, da treba povedati, da imajo starši veliko vlogo, kako se do literature, branja, pesmi, romanov vedejo doma, kolikokrat te otrok vidi recimo s telefonom, pred televizijo, s knjigo,
Jaz se moram pohvaliti, naš vrtec Mina je imela zdaj ravno nalogo, da se nauči pesem. In sva se skupaj brala, Peden peda, in je ona tako lepo zrecitirala. In zdaj nekako ravno to, kar si rekla, to malho, pesmic, je meni ogromna želja, da bi preko neke igre spet, ne tako oči je rekel, da beri in se uči, da bi preko neke igre naredil zanimivo to zbiranje na tak način. Ker to mimogrede sploh ni omejeno na otroški čas. Jaz sam to prakticiram in se učim pesmi na pamet kot hobi. In mi je ravno to tako super, ker zdaj jih imam toliko, da si v svoji družbi mi nikoli ni dolgčas, če rečem na tak zanimiv način. Recimo padem v gužvo na obvoznici, pa se mi ne da iskati radija, ne vem, nisem razpoložen, da bi nek podcast poslušal. Si lahko recimo, če grem čez vse pesmi, nekje 35 minut pogovarjam sam s sabo v avtu in iz tega rezervoarja črpam, vadim spominsko nekak dejavnost. In seveda popolnoma po svoji presoji izbiram, katere bom dal v ta repertoar, take, ki me navdihujejo, zanimajo, kjer jezik lepo teče in se imam v svoji družbi super, čeprav bi drugače mogoče gledal sam in trobo drugim naj že enkrat speljajo, tako da tudi odraslim priporočam mogoče, da se to tak ni hobi na prvo žogo, ampak... Ali pa petje, ne? Ja. Petje nam tudi pomaga, da pač si lažje zapomnimo besede. Kaj pa je zdaj, recimo, tvoje pravljice in tvoje, predvsem pesmice, so veliko uglasbeljene, ne? To tudi vem, ker seveda iz sobice moje hčerke velikokrat slišim, ker smo peli grofa skupaj, ko je bila še manjša. Povej mi, a ti razmišljaš tudi o melodiji, ko pišeš? In obratno, ali iz melodije same, ki jo slišiš, ali pa se ti pojavi v glavo, dobiš navdih za besedilo? Ja, zelo dosti pesmi nastane skozi petje. Jaz si pač nekaj mrmram in točno vem, koliko zlogov še rabim, jih še nimam, ampak melodija me vleče, ne. Tako da te moje melodije so pogosto ene take delovne melodije, si jih niti ne zapišem. Par mi jih je ostalo, par jih imam tako čisto kot svoje uglasbitve, ne, recimo Kam letijo drobne ptičke, ali pa Mjav, 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 mi bodo tačke prav, ali pa Na vozu je Odeja, na vozu je blazina. Včasih se mi pa zgodi, da sem zelo zadovoljna s svojo uglasbitvijo, potem pa dobim uglasbitev pač nekega skladatelja in mi je tako všeč, da svojo pozabim. Se mi pa včasih zgodi, da tudi na kakšno melodijo, ki mi je ostala, recimo se spomnim enkrat, ne vem, to je bilo že 25 let nazaj, sem šla v Komenski cerkvi, so bili neki filipinski madrigalisti in tako mi je bilo lepo, ko sem tisto poslušala in so neko filipinsko ljudsko peli, ki mi je ostala. Najbrž, sploh ne vem, recimo, če bi jo, jaz jo še zdaj znam zapeti, ampak ne vem, koliko bi bilo to še sorodno tistemu izvirniku, koliko se je to v meni nekaj drugače umedilo. Ampak pesmica tista, ko preko jaz se prikrade prvi mraz, ko zima sneg otresa svojih belih las, kje so ptički, kam jih žene zimski čas. Ta odstopa od mojega siceršnjega bolj urejenega odmirjanja verzov, ne? In ta je nastala na to melodijo, recimo. Tako da včasih je melodija tudi izhodišče prav za celotno formo pesmice. Kako pa poteka potem uglasbljanje, se pravi, recimo ti oddaš pesmi za knjigo, a ti sugeriraš založbi, ali oni zberejo nek nabor, pa rečejo, to bi dali enemu glasbeniku, ali kakšen glasbenik kontaktira konec koncev tebe? Vse to se je začelo preko Cicibana, ne? V Cicibanu je bila pred leti zelo, zelo taka, vedno imajo tudi uglasbene pesmice noter, ampak pred leti je bilo to nekako srečno zloženo, da je
bila v Cicibanu ponujena uglasbitev z notami, v navezavi z radiem, se je pa to še potem posnelo in potem so še CD-je izdajali. Je šlo nekaj uglasbitev še v slikanici in priložen je bil CD. Tako in na CD-ju so bile pesmice odpete, hkrati so bile pa ponujene tudi samo inštrumentalne spremljave za zborčke, recimo. Tako da je to bila res ena čudovita celostna spodbuda za glasbeno dejavnost, za pevsko dejavnost. No, ampak že takrat je to urejala Katja Virant Iršič, ki se je nekako navdušila nad mojim pisanjem, nad mojimi pesmicami, in je potem vedno tudi moje pesmice uvrščala v ta širši izbor. Potem se je pa pokazalo, da jih imajo tudi skladatelji zelo radi. Tako da so jih pač radi odbirali in so moje pesmice bile čisto v vsakem letniku med temi uglasbenimi. In potem se je iz tega naprej začelo dogajati, da so nekateri skladatelji prav projektno začeli delati na mojih pesmih, tako da so izdali cele pesmarice, uglasbitev moje poezije, recimo Tadeja Vulc, pa Tomaž Habe, pa ne vem, Boris Vremšak, pa tudi različni mentori z glasbenih šol ali pa mentori kakšnih glasbenih skupin se mi dostikrat oglasijo s prošnjo za dovoljenje. To je res se mi zdi dodaten še, ne vem, ker otroci načeloma po mojih izkušnjah zelo uživajo v branju pesmic, v rimah, v slikicah zraven, to te bom še vprašal, v ilustracijah. Potem pa, če slišijo še to v ritmu in v glasbi, je to res nekaj seveda lepega. Ti si pa tudi nastopala z glasbeniki. Ja, mogoče tukaj dodam samo še, da si prav res želim, zdaj je teh mojih uglasbenih pesmi res že ogromno. In veliko uglasbitev je dobrih. In jaz si zdaj prav želim, se mi zdi, da je čas, da bi poskrbela, da iz teh razdrobljenih pesmaric, tega je šlo kar nekaj, ampak to je tako omejeno dostopno, ne? Dostopno samo v določenih krogih. Si pa želim, da bi bilo široko dostopno. Tako da zdaj sem že v dogovarjanju oziroma na Mladinski knjigi so prisluhnili in so se odločili, da bomo izdali eno tako antologijo uglasbenih pesmic. In upam, da nam bo steklo, da bo Matija Krečič poskrbel za to, da bodo pesmice vse opremljene z akordi za spremljavo na kitari in za spremljave na klavirju. Tako da bi lahko recimo tudi starši, ki znajo brenkati, zraven brenkali, ali pa vzgojiteljice, ali pa učitelji. Meni je res dosti do tega, da bi se pelo. To bi bilo pa zelo lepo, to se vam prav veselim. Jaz tudi tako zelo, bom rekel, ljubiteljsko igram kitaro, ravno tudi zaradi vzrok in to bi bilo krasno, ne? Ker ne vem, doda neko, ni nujno, je pa zelo lepo, če je poleg pesmice. Zdaj si pa vprašal o glasbenikih. Ja, ker si tudi nastopala, a ne? Ja, ko sem, mislim, da se je to začelo, ko sem bolj zares, se prej te tudi včasih na odru zložijo s kom tako priložnostno, ampak prav taka redna sodelovanja so se začela pa po izidu moje zbirke slovenskih pravljic za 9 gorami. Takrat smo posneli tudi CD, jaz sem pripovedovala, Boštjan Gombač in Janez Dovč sta igrala. In nam je bilo tako luštno, mislim, tako nekam smo se zatipali in potem so se ponudile priložnosti, da bi to predstavljali tudi v živo, da smo začeli s tem dogodkom za 9 gorami nastopati v živo in nastopamo še zdaj. In meni je tako všeč, ker imamo to za 9 gorami postavljeno tako ohlapno. Za 9 gorami to pomeni, da bomo prišli s slovenskimi ljudskimi pravljicami in slovensko ljudsko muziko. Ampak glede na to, a bomo šli k čisto majhnim od 3. leta naprej, ali bomo
za predmetno stopnjo, ali bomo za neke mladostnike, ali bomo za odrasle, pa sproti izbiramo, katere pesmi bodo noter in katere zgodbe bodo noter. In to mi je super. Mislim, to mi je res. In potem se je zgodil še Svet je kakor Ingaraja, ko imamo prav tak literarni koncert, tam sem pa s 6 glasbeniki, tako da pač Gombač, pa Blaž Celarc na bobnih, pa Nina Strnad poje, pa Metod Banko poje, pa Žiga Golob je noter, pa Andraž Mazi na kitari. In je to pa res en tak poln zvok. In v obeh primerih je meni najboljši del tega nastopa, kaj se mi je zdaj zataknilo. Malo čaja. Pa prosim, zdaj sem čisto na trnih, kaj boš rekla? Najboljši del? Najboljši del tega dogodka mi je tonska vaja. Ker tonska vaja pomeni, da se oni hecajo tam na tistih inštrumentih, vsi so res dobri muzikanti in se mi zdi, da igrajo zato, da jaz lahko tam, ne zato, mislim, pač hecamo se, ampak jaz tam poplesavam zraven in muzika je res dobra. Tako da zdaj čisto pred kratkim smo spet nastopali v Cankarjevem domu za šole dopoldne za 9 gorami in sta se Janez in Boštjan igrala, da sta Terasa band. In sta tako malo na jazz ubirala, neke take stare terasaste pesemce in tako je bilo lušno. Tako je lepo, ko se več umetnosti različnih poveže. Ja. To se mi zdi v vseh oblikah krasno. Malo me zanima še ta naziv tvoje pripovedovalke. Ko sem prebral, tudi sem malo bral o tem tudi. Če mi poveš malo več o tem, ker jaz sem vedno to mislil, da je to nek naziv, ki ga seveda vsak starš dobi na neki točki za nekaj časa, ko otrok želi pravljico ali pa pesmico, pa si nekaj izmišljuješ tudi, ali pa mu bereš, mu pripoveduješ. Kaj je to, kaj pomeni, da si pripovedovalka? Ja, to je čisto res, kar si rekel, ne? Z določenega zornega kota smo vsi ljudje pripovedovalci, ne? Pripovedujemo svojim otrokom ali pa poveš prijatelju, kako res dober je bil tisti film, ki si ga včeraj gledal, ali pa kaj se je zgodilo, ali pa kako je bilo letos na morju. V vseh teh vlogah smo pripovedovalci, ne? In še v mnogih drugih. Tudi, ne vem, če nekdo opiše sodelavcu, kako nemogoč je bil sestanek, tudi to je pripovedovanje. Ampak to, kar jaz gojim, je pa pripovedovanje še malo bolj zares. Pač profesionalno pripovedovanje je, da ti ljudem, ki pridejo na nek pripovedovalski dogodek, se pravi, ni to samo neka tvoja ožja okolica, ampak so lahko znani in neznani poslušalci in jih je lahko tudi kar precej, da jim pripoveduješ zgodbe, za katere presojaš, da so dobre zgodbe, da je ta vsebina vredna poslušanja in pripoveduješ na tak način, da malo očara tudi jezik, se pravi to, kako so besede postavljene, in dobro je, če malo očara tudi način, kako ti vse to, kar sem zdaj povedala, posreduješ z glasom in s celotno svojo prisotnostjo, vsem, kar naše izražanje tvori. In ti si pripovedovala tudi v zaporu? A sem to prav povedal? Ja, pripovedovala sem marsikje, ne. Pripovedujem čisto majčkanim, pripovedujem odraslim, pripovedovala sem v domovih za ostarele, v varstveno-delovnih centrih, v, ne vem, zavodih za usposabljanje. Ogromno pripovedujem v šolah in vrtcih. Ne vem, pripovedovala sem na kakšnih državnih proslavah in ja, enkrat tudi v moškem zaporu, v okviru tega projekta, ki ga je imel Jak pred nekaj leti, vključujemo in aktiviramo, ko se je
literaturo oziroma različne vrste literarnih besedil ponujalo nekim odmaknjenim skupinam, včasih ogroženim, včasih kakorkoli drugače označenim. In takrat me je ena od vodij take skupine povabila kot gostjo v zapor. To je bila zelo zanimiva izkušnja. Sem se spraševala, jaz grem tja kot nekdo, ki piše za otroke, nekdo, ki pripoveduje ljudske pravljice, kaj bom ponudila, in sem se odločila, da bom oboje. Da bom ponudila eno od zgodb, ki sem jih sama napisala, in eno dolgo, dolgo čudežno pravljico. In ob obeh se je zgodilo, da so pač jokali, no. Wow. Zdaj bi pa obe rad slišal. Ne bova imela časa. To bi lahko bil moto mojega življenja. Saj to ne pomeni, da vsi, nekateri bolj padejo noter, nekateri manj, ampak je pa zanimivo. Tako kot sva prej govorila o tistem pogovarjanju o poeziji, tako sem jaz potem poskušala tako iz njih malo dobiti, kaj mi je prišlo na misel, ne? Ali pa na kaj pomisliš zraven, ali pa sem jim povedala tako, kaj se meni ob kateri moti, ali pa kaj mi je bilo, ko sem prvič to slišala, kaj se me je najbolj dotaknilo. In potem tudi z njih nekaj dobiš, ne? In dobiš ena taka identificiranja, bodisi z junaki ali pa z določenimi mesti v zgodbi. In to mi je strašno zanimivo poslušati. Tudi tam je bilo zelo, zelo zanimivo. Anja, zanima me to, kar najbrž te vprašajo, kjerkoli se pojaviš kot avtorica. Kaj je trenutno v delu? Imaš kakšen velik projekt pred sabo? Si kaj želiš takega, kar se tiče glasbene ali pisanja ali kakršnekoli ustvarjanja, recimo zdaj v letu 2026 ali srednjeročno? Ja. Tale glasbena antologija, to bo kar velik zalogaj. In zelo, zelo si želim, in še ne vem, kako bom to izpeljala, zelo si želim, da bi bila podprta tudi res s CD-ji oziroma s kodo, se pravi, da bi z dobrimi glasbeniki uspeli narediti izvedbe, da bi uspeli to posneti. Ne vem, kako bomo to, zato ker Mladinska knjiga ni glasbena založba in v tem teže vidi toliko smisla, oziroma tudi, če ga vidijo uredniki, moja urednica Irena Matko Lukan ga gotovo vidi, ampak je težko najti denar za to. Tako da tukaj se bo treba znajti drugače. Drugače se pa zelo veselim novega sodelovanja z Majo Kastelic, tako zdaj sva po novem zmenjali, da bova delali take različne kratke živalske zgodbice skupaj, mogoče tudi kakšno daljšo. Zelo tako, zdaj pred kratkim včasih se sprehodim skozi ostanke, jaz rečem tako, ostanke, ne? In včasih na te ostanke kar pozabim, ker so v kakšnih mapcah in jih res čisto pozabim. In zdaj pred kratkim sem se sprehodila skozi ostanke od prve knjige, te Drobtine z Mišje doline, ne, prve od teh sestric, ne, zdaj imamo še malo Miš, ti loviš. In se mi je zdelo tudi toliko dobrega tam, da se mi zdi, da počasi bi lahko začela tako malo gnesti za novo knjigo pesmic. Ampak ne glede na vse to moje pisanje, si pa zelo, zelo želim še dvoje. Eno je, da sem v premislekih glede slovenskega pripovednega izročila, kako ga ubesedovati, da bi ne spreminjala osnovnih potekov zgodbe, se pravi, da ne bi maličila izročila, ampak da bi pa samimi ubeseditvami, kjer je to mogoče, prispevala k neki taki bolj spoštljivi komunikaciji med spoloma.
to me zelo zaposluje in zelo mika, je pa to delo na dolgi rok, na zelo dolgi rok, ne vem, mogoče 10 let, ne vem. Potem je pa še ena reč, ki me zelo mika, in to je pa nekako se vključiti v prizadevanje, da bi se v šolah in v družinah ali pa v različnih sredinah spet več pelo. Jaz zdaj že nekaj časa, ko gostujem, otrokom kaj zapojem in potem rečem, zdaj pa še vi eno zame. In se mi v zadnjih letih pogosto zgodi, da je ni pesmice, ki bi jo vse skupince v vrtcu, recimo, pa imam največ 4 vrtčevske skupine skupaj, ali pa recimo 6, da bi bila ena pesmica, ki bi jo vsi znali. Da bi se to zgodilo v šoli na razredni stopnji še teže. In meni se zdi to žalostno. Se mi zdi, da je trajna popotnica za človeka, da nosi en paket zgodb, pesmi, ki jih zna zapeti. To zdaj dokazujejo tudi, recimo, ko delajo starostniki, ki imajo demenco, koliko priklica lahko dosežeš skozi petje. In mi si moramo priskrbeti, tako kot družba, paket pesmi, ki nam bodo služile za priklic. Ne, malo se hecam zdaj, ampak res mislim, da je to nekaj, kar smo pustili preveč v nemar. Jaz sem to zelo resno vzel, ne kot hec, ker mislim, absolutno, velikokrat se omenja pri boju proti demenciji, križanke reševati, ampak to učenje zlogov, ritma, tudi pesmi, je zagotovo neprecenljivo, ker te miselni centri so zelo povezani. In mislim, da je tukaj spet ena stvar, kjer se vračamo do vzgoje, do vrednot, do tega, do pač ekranov, ki nas zmeraj bolj obkrožajo. In tukaj delim tvojo željo, no. In upam, da uspe. Zagotovo si ambasadorka tega sporočila. Jaz med drugim imam eno lastno željo in cilj, da bi spravil več odraslih brati poezijo nasploh. Jaz pojem bolj tako, da je bolj samo zase pojem, podtušem pa tako. Pa se to je super. Ja, absolutno. Pa znotraj svoje družine, pred svojim otrokom, v avtu, ko kam greš. Ne? Absolutno. Ja. In moti me pa to, da čutim, kako imajo otročki radi pesmice, tudi poezijo, ne samo za pet, tudi če se samo prebere, in kako to v odrasli dobi popolnoma izgine. Čeprav je ravno poezije toliko različne, prej si malo naštevala vrste z vrste, da se mi zdi, vsak lahko najde neke pesmi, ki mu bojo ali zabavne, ali konec koncev v uteho, ali pa bo nekaj čutil, kar niti ne bo znal besediti, ampak bo čutil nek mir pri branju nekega avtorja ali avtorice. A je kakšna taka zbirka, prej si 2 omenila na hitro, ki ti veliko pomeni, ki bi jo priporočila, morda zbirka pesmi, poezije? Ja, zelo smo različni, ne? Ampak tako, recimo, če grem med slovenskimi, ne, za širši krog se mi zdi absolutno tako zelo blagodejna, preprosta ljubezen od Franeta Milčinskega Ježka, ne. Tam noter je vse sorte, je pač tudi besedila, njegova besedila za popevke, pa kakšni aforizmi, ampak tudi čista poezija. In tam ni mogoče, da ne bi začutil ene take blagohotnosti, take preproste blagohotnosti. In se mi zdi, da res odpreš in ti dobro dene. Potem so pa vsi ti naši veliki pesniki, ki meni tudi, recimo Kaja Tanković, kako je to res dobro, kar je on pisal, ali pa Gregor Strniša, te slutnje, ne vem, nekih usporednih realnosti na neosladen in neideološki način. Meni se zdi to tako res, res je dobro. Svetlana Makarovič, tako s tem, ko čutiš, kako ima ona prav pod kožo noter duha ljudskega
pesništva, ne? Kako prihaja to ven skozi ponavljanja besed, skozi ritem, skozi, ne vem, igranje z rimo. Zajc, veliki črni bik, kako je to tudi. S tem, da pač precej je mraka, ne, v našem pesništvu. To je, ampak ne dvomim, da bi marsikdo na to vprašanje, ki sem ti ga zdaj dal, odgovoril s kakšno tvojo zbirko. Tako da smo ti hvaležni hvala. Za to, ker tvojih pa v bistvu mraka ni veliko, no, in to spet kaže na raznolikost poezije, ki je lahko polna svetlobe, polna neke bolečine ali pa nek odtenek vmes. Jaz se včasih prav sprašujem, kaj je z nami kot z narodom, ne? Piše vsak tako, kot čuti. Tukaj je vse, mislim pač, če ljudje pač, če prihajajo z njih take pesmi, ki so bolj na temo, mislim, to se mi zdi edino v redu, da sam sebi slediš. Ampak včasih se mi zdi, da pa imamo tako težavo z vrednotenjem, da smo tako kot narod mogoče nagnjeni k temu, da se nam zdi, da če je malo bolj mračno, da je noter več globine. Da je bolj literarno. S čemer se pa absolutno ne strinjam. Niti na nobenem umetniškem področju se mi ne zdi, da bi to moralo biti res. Se mi zdi, da je za našo vrsto, za človeško vrsto dosti bolj nujno in smiselno iskanje ravnotežja med temo in svetlobo in da se pač kot avtor glede na svoj ustroj odločaš, o čem boš govoril, ali o tem, da boš pač se ukvarjal s temo, ker jo je treba odslikavati, kar je, in moramo znati z njo sobivati in tudi razvijati ene svoje obrambe za take situacije. Ali se boš ukvarjal s svetlobo, ki pa tudi je, ne? In nam že sproti dobro dene in lahko se je tudi malo nalezemo ali pa se jo sploh naučimo videti. Tako da bi rada, da bi se to zalezlo v različne naše realnosti, ne? Zdaj ne govorim samo v literarno, ne govorim tudi samo v literarno kritiko, ampak tudi v družbeno razmišljanje nasploh ali pa v novinarske vode ali pa kamorkoli. Super, ta misel mi je zelo, zelo všeč in vidim eno vzorec, da veliko v bistvu avtorjev in avtoric in tudi morda nekateri uredniki, ki jih poznam, razmišlja podobno, tako da upam, da se morda nekam premikamo, ko ne bo samo tisti, ki je pisal o revnem otroštvu, o umiranju, o izgubi, o bolezni, smatran kot veliki pisec naroda Republike Slovenije in morda bi celo s to tvojo mislijo o ravnovesju med svetlobo in temo zaključil najin pogovor. In se ti res še enkrat lepo zahvalil. Zelo lepo te poslušati. Hvala za vabilo. Ja, z veseljem in še kdaj z veseljem in hvala vsem poslušalcem in hvala Mladinski knjigi, ki je omogočila tudi ta pogovor. Še enkrat vas vabim tudi, da obiščete aplikacijo MK+, kjer najdete Anine knjige, moje knjige ali pa še bolje v najbližjo knjigarno, kjer jih lahko tudi kupite. Hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnji mesec.